Gre za celovito energetsko sanacijo objektov, katere financiranje je bilo pridobljeno v okviru centralno-teritorialnih naložb. Objekti na Engelsovi ulici so bili prioritetno izbrani prav zaradi vira financiranja. Zato, da smo lahko zagotovili črpanje teh sredstev, ker če ne bi bila ta sredstva izgubljena, je bilo treba zagotoviti objekte, ki so v 100% lasti občine, in ta dva objekta sta bila praktično najbolj primerna zaradi lastniške strukture, se pravi, so v celotni naši lasti. Bom rekel, imamo druge objekte, ki bili bistveno primernejši, vendar tukaj so pač neke usmeritve, ki so in zahteve iz strani države, kjer se, bom rekel, ne more drugače počrpati sredstva. Največ energetske izgube stavb na Engelsovi ulici po besedah upravljalca povzročajo slaba okna in vrata, zato so na nekaterih objektih okna že bila zamenjana. Celovita energetska sanacija pa bo zajemala še veliko več. Recimo zamenjava stavbnega pohištva, kakšna dodatna toplotna izolacija podstrešja, same fasade in pa potem se priporočajo tudi ukrepi se pravi izboljšanje ogrevalnega sistema, kakšno hidravlično uravnoteženje. Energetska sanacija se zdi nekoliko preuranjena, saj objekti na Engelsovi pravzaprav niso tako stari. Se pravi, vsi objekti, ki so bili grajeni recimo 20 let ali pa več nazaj, imajo minimalno izolacijo ali pa je sploh nimajo. In vsi ti materiali, ki so bili uporabljeni, so bili primerni takratni gradnji, takratnim časom. So čisto primerljivi z ostalimi objekti v tem obdobju in dejansko tudi zdajšnja energetska sanacija predvideva materiale, vgradnjo materialov primerno trenutni zakonodaji, predpisom oziroma tehničnim smernicam. Pri energetski sanaciji stavb pridobi tudi občina. Da se bo vrednost teh objektov vzdrževal oziroma minimalno povečal, tako da gre za bolj, če gledamo iz interesa občine, za ohranjanje vrednosti objektov, ki jih ima javni medobčinski stanovanjski sklad. V prihodnje želi občina objekte energetsko sanirati v sklopu javno-zasebnega partnerstva. Smo se trudili, da smo v ta projekt vključili čim več objektov, da zagotovimo kvaliteto bivanja v čim večjih objektih in tudi s tem sam projekt, da je velik in da ga zagotovimo objavo na evropskem portalu in s tem tudi interes potegnemo. Če za velike objekte verjamemo, da bomo zagotovili tudi interes v tujini, da se bodo podjetja prijavila in da se zagotovi ta konkurenčni dialog in kvaliteten dober izkupiček za občino. Vrednost energetske sanacije objektov na Engelsovi ulici od številke 42 pa vse do številke 52 je skoraj 1,5 milijona evrov. Od tega bo občina v proračunu za leto 2018 zagotovila dobrih 900 tisoč evrov. Projekt energetske prenove naj bi se začel še letos in bil dokončan najkasneje do leta 2020. Sicer pa ima na splošno Mestna občina Maribor po besedah direktorja uprave energetsko varčne objekte, kar dokazujejo tudi meritve podjetja Energap.